So znamke, ki dajo res veliko na doživetje, na počutje, na izkušnjo, ki jo imaš vsakič, ko se pelješ z njihovimi avti. Sej, kako pa bodo drugače zaračunale več, ne? Tukaj se pač moraš dotikati finih materialov, izdelava mora biti brezhibna, vonj mora biti fin, ja, tudi vonj je izredno pomemben in Lexus nas je zato povabil v Madrid in okolico, da bo razvajal naša čutila. LBX je njihov najmanjši model, pa je že full fancy, je pa to dogodek, kjer praktično nič ne govorijo o avtu in kjer so večinoma prisotne influencerke, tako da bom očitno v dobri družbi. No, prva delavnica, ki nas čaka nocoj, pa je povezana z otipavanjem različnih materialov, jasno, ker je tip eden od 5 osnovnih čutov. No, pa sem začel s prvo delavnico, v kateri smo preizkusili čut otip, kako kakšne stvari vplivajo na tvoje počutje v avtu, kako se skupaj izgleda. Ja, to so vse materiali, ki jih oni preizkušajo, ampak najbolj od vsega me je pa presenetil bambus, ki pravi, da so ga na novo odkrili. To ni samo les, ki hitro raste, ampak se iz njega da izdelati recimo takšno plastiko. Ja, nikoli se ne bi mislil, da je tole lahko bambus, potem usnje. To se da iz bambusa narediti. Noro, ne? Les pa predvsem skupaj še najmanjšo vlogo. Hudo. In barve. Sami jih razvijajo, potem pa marketing na koncu pove, katere bodo res uporabljali pri serijskih avtih. Večinoma je seveda problem denar, ker kakšne so res čist predrage, ampak taki vzorci pa pol pridejo ven in izgledajo totalno lepo, sploh po različnih svetlobah. Ampak, recimo mene je tale najbolj presenetila, tole je ista barva, ta pa ta, s tem, da je tukaj 10-kraten nanos, na teli pa 20-kraten, saj je pol ta seveda tudi toliko dražja. Ja, tale druga delavnica je sploh zanimiva. Tukaj moram pokazati vonj. Ampak vedno sem se sprašal, kako lahko jaz pokažem vonj na kameri. Pa je vseeno zanimiv, ne? Tukaj lahko mogoče raj postrežem s kakšnimi podatki. In sicer, kaj pomeni parfum? Izhaja iz besede perfum iz 16. stoletja in pomeni skozi dim, torej tako se je širil pač nek tak lep vonj, ali pa tudi slab, se ni važen. Drugače so že zelo dolgo razvijali vonjave in vse skupaj. Tukaj je pa ena firma, ki se imenuje Živodan in oni delajo skupaj z Lexusom na vonjavah, ki jih bodo potem mogoče nekoč uporabljati tudi v avtih. In to je pa ful zanimivo, ko prideš, pa probaš in ta je po citrusih vonj, ki paše sred noči, potem je nasleden, ki paše zjutraj, je bolj tak gozden vonj, tudi ful lepo diši, potem je še se gleda cel kup, ta zadnji bil meni sploh všeč, ker ima pa tak vonj pomirjujoč pol za konc večera. V glavnem, s tem oni delajo in stvar je res zanimiva. So, Fito Gaia is actually a fragrance technology which was inspired by the Shlin-Yoku, which means the forest bathing, with a kind of a therapeutic practice in Japan. So people go to be close to nature, to kind of breathe in the nature. So Fito Gaia name comes from the phytoncides, which are actually the molecules that are emitted by the trees as sort of a mechanism defense for them against like natural aggressors. So in the car, actually it's going to be through the fragrance, because the Fito Gaia, they are part of the Accord. They are include this technology as part of the Accord, the bamboo Accord that we created specifically for Lexus. So when you have this Accord inside of the fragrance, when you breathe, you get this sense of like a wellness from the Fito Gaia. How long does it take to develop one fragrance? It really depends on the perfumer, on the client, on the intention. So if you're gonna have a massive test of these fragrances, or if you go just with like a parti pris, you know, you go and you take like a, no, it's my creative like intention and I just want to have it launched. So it really depends. Kar je sploh zanimivo, kar sem danes vedel, seveda je, da je voh eno prvih čutil, ki jih mi razvijamo kot ljudje, predvsem pa to, da lahko zaznamo 1 trilijon različnih vonjav. To je enka pa 12 nul. Hudo. Pa še to, da je 75% dnevnih čustev povezanih z vonjem. Tako da kar pomislite, kdaj vas je danes kdo razjezil, ko je okolico naredil manj privlačno. Drugač pa totalno huda lokacija, tukaj so snemali serijo La Casa de Papel.
Zelo priporočam, če še niste gledali. Zdaj pa moj avto, trdeč. Naslednja lokacija je pa delavnica za zvok. Med lokacijami se ves čas premikamo z LBX-om, mi smo ga v oddaji že večkrat testirali, tako da je vse na volan.si. Imam pa recimo še en zanimiv podatek in sicer, da se vedno vsaj pol časa vozim samo na elektriko. Tukaj mi tole lepo napiše, da je sicer podatek več kot 90%, ker je vožnja tako počasna in stalno je neko ustavljanje, ampak tudi s takšnim hibridom, ki se sam polni, je veliko vožnje lahko v čisti tišini. A veste, da je avto prostor, kjer največ poslušamo glasbo? Ja, leta 2001 je znamka Mark Levinson iskala najtišji avto na svetu, pa ga je našla v Lexusu. LS430 je bil to, taka velika fancy limuzina. No, to sodelovanje zdaj traja že več kot 20 let in najbolj zanimivo je, da so oni skupaj z Lexusom naredili tako sodelovanje, da se razvija sistem že skupaj z avtom. Ne pa, da najprej naredijo avto, potem pa vgradijo noter nek sistem, ki naj bi bil pač dober. No, mi smo danes poslušali, kaj to pomeni tudi v praksi. Samo to je težko predvajati tukaj prek kamere, ne treba kar poslušati. To je bila zadnja izkušnja in pa Mark Levinson so rekli, da če hočeš imeti njihov full hud sistem v avtu, kupite Lexus, pa ga boste dobili zraven.